In vem, da si poskušala stvari narediti na pravi način. Zato te prosim, rotim te, da zdaj ravnaš prav. Kaj pomeni najnovejša prošnja Savane Guthrie, ki je očitno namenjena ljudem, odgovornim za ugrabitev njene mame? Minilo je skoraj 6 mesecev, odkar oblasti pravijo, da je zamaskiran moški sredi noči odpeljal njeno 84-letno mamo, Nancy. In minilo je že več tednov, odkar je bila v preiskavi kakšna večja novost, morda vse do zdaj. Šerif okrožja Pima je pravkar podal nekaj zelo zanimivih izjav o tem, v kakšni fazi je trenutno ta primer. Bi lahko oblasti bile blizu odgovora na vprašanje, ki visi nad družino Guthrie, neštetimi člani organov pregona in milijoni ljudi, ki spremljajo to zgodbo? Kje je Nancy Guthrie? Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. V redu, fantje, dobrodošli v današnji oddaji. Rad bi poudaril, da imamo trenutno začasno postavitev, saj se ukvarjamo z nekaterimi električnimi težavami v našem studiu. Tako da je to danes naš dom, medtem ko še naprej spremljamo, kar je morda največja zgodba leta. In to je primer, ki ima še vedno toliko vprašanj, na katera še ni bilo odgovorjeno, kot dnevi in tedni minevajo. Kje je Nancy Guthrie? Težko je dojeti, da 6 mesecev potem, ko je bila 84-letna ženska odpeljana iz svojega doma, ne na podeželju, ne nekje daleč od organov pregona, ampak v mestnem območju, še vedno ni odgovora. Kako je mogoče, da lahko nekdo vlomi v hišo sredi noči, odpelje 84-letno žensko in še vedno, 6 mesecev kasneje, se zdi, kot da nimamo nobenih odgovorov? Natančno. 25 tednov je minilo, odkar je bila Nancy Guthrie odpeljana iz svojega doma sredi noči. To je slika osebe, katere identiteta je še danes skrivnost. Ta oseba nosi masko, zdi se, da je oborožena, ima nahrbtnik in stoji na pragu doma Nancy Guthrie. Ta video, ta slika, je bila posneta v zgodnjih urah 1. februarja. Zdaj je Nancy na hči, seveda Savana Guthrie iz oddaje Today Show, naredila veliko, da bi zgodba njene mame ostala v središču pozornosti. Ta teden, v ponedeljek, 27. julija, je na družbenih omrežjih objavila zelo zanimiv video. To je bil njen prvi video, v katerem se je po več mesecih, natančneje od februarja, neposredno obrnila na ugrabitelje. Rad bi vam pokazal ta video, potem pa bomo o njem govorili. Danes se oglašam z zelo konkretnim sporočilom. Minilo je že več mesecev, odkar so nam vzeli mamo. Naša družina je v agoniji. Smo v nočni mori, ki se noče končati. Nič se ni spremenilo glede naše situacije. Mi smo naredili svoj del. Vendar je nikoli ne bomo nehali iskati. Vedno jo bomo boleče pogrešali in čutili to praznino v naših srcih. Svet je lahko krut in neusmiljen kraj. In vem, da ste poskušali stvari narediti na pravi način. Zato vas prosim, rotim vas, da zdaj storite prav. Sprejmite pravo odločitev. Pomagaj nam jo najti. Povej nam, kje naj jo iščemo. Resnično verjamem, da nikoli ni prepozno, da ravnaš prav. Pomagaj nam končati to situacijo. Za vse nas, ne glede na to, kje smo bili in kaj smo naredili, verjamem, da vedno obstaja pot domov. Prosim, sprejmi pravo odločitev. Savana je objavila ta video 27. julija. Pregledali smo njen Instagram in zdi se, da je bil zadnjič, ko je objavila video, tisti osebni video v stilu selfija, kjer se je posebej obrnila na ljudi ali osebo, ki je vzela njeno mamo. Bil 27. februarja. In zdaj, 5 mesecev kasneje, se morate vprašati, zakaj zdaj? Zakaj se je Savana odločila prav tisti dan objaviti ta video? In tudi, ali je ta video objavila samo zato, da bi zgodba njene mame ostala v središču pozornosti in da bi ljudje še vedno vedeli za iskanje Nancy Guthriejeve, ki je še vedno pogrešana, ali pa je v ozadju še kaj več? Ali obstaja nov komunikacijski kanal z ljudmi, ki so odpeljali njeno mamo? In to, kar ste pravkar videli, je bilo to spontano ali pa je to sporočilo, ki ga je pripravila s pomočjo organov pregona? Pregledali smo Savanine objave na Instagramu in rad bi vam pokazal še nekaj drugih sporočil, ki jih je objavila, ki so bila namenjena prav ugrabiteljem. Poglejte tole. To je bilo prvič, da se je z njimi oglasila. 4. februarja. Naša mama je prijazna, zvesta, predana, strastno ljubeča ženska, dobrote in svetlobe. Je zabavna,
živana in pametna. Ima vnuke, ki jo obožujejo, se zbirajo okoli nje in jo zasipajo s poljubi. Obožuje zabavo in pustolovščine. Je predana prijateljica. Polna je prijaznosti in znanja. Pogovorite se z njo in boste videli. Ko si ogledate ta video, je v njem zelo zanimiv del. Citiram: "Pogovorite se z njo in boste videli." Ko je to prišlo ven, je bilo veliko ljudi na spletu, ki so potegnili vzporednice s filmom iz leta 1991, Ko jagenjčki obmolknejo. In v tem filmu je senatorka, ki na televiziji prosi zlobneža v filmu Buffalo Billa, zavrnil vrnitev svoje hčere. In citat v filmu Ko jagenjčki obmolknejo je: "Catherine je zelo nežna in prijazna. Pogovorite se z njo in boste videli." Zdaj, v tem trenutku ni jasno, ali je to zgolj naključje, vendar je to nekaj, o čemer je vredno razmisliti. Zdaj, po objavi novega videoposnetka, ki ga je Savannah Guthrie objavila v ponedeljek, 27. julija, je šerif okrožja Pima, Chris Nanos, dal nekaj izjav za NBC, o katerih bomo govorili čez trenutek, ki nam lahko dajo predstavo, kje so v tej preiskavi približno 6 mesecev po začetku. Preden pa pridem do tega, želim predvajati še en videoposnetek, ki ga je objavila Savannah. Ta je iz 7. februarja. Prejeli smo vaše sporočila in razumemo. Zdaj vas prosimo, da nam vrnete našo mamo, da bomo lahko praznovali z njo. To je edini način, da bomo imeli mir. To nam je zelo dragoceno in bomo plačali. Potem je 15. februarja podala to prošnjo. In želela sem povedati komorkoli, jo ima ali ve, kje je. Tu nikoli ni prepozno. In nisi izgubljena ali sama. In nikoli ni prepozno, da narediš pravo stvar. In mi smo tukaj. Verjamemo. In verjamemo v bistveno dobroto vsakega človeka. In nikoli ni prepozno. Zato smo stopili v stik s šerifom okrožja Pima, Chrisom Nanosom, za posodobitev o tem primeru. Dal je nekaj zanimivih komentarjev za NBC News o tem primeru v prispevku, ki je bil predvajan v torek, 28. julija, danes. Šerif je dejal, citiram: "Imamo toliko DNK, ki jo moramo pregledati. Imamo toliko video dokazov, ki jih moramo pregledati." Prav tako je dejal, citiram: "Še vedno sem prepričan, da bomo ta primer rešili. V zadnjih tednih, v zadnjem času so se pojavila nova poročila o domnevnih odkupninskih pismih, ki naj bi bile poslane družini Guthrie in nekaterim medijem v Arizoni v dneh potem, ko je bila Nancy ugrabljena. Morda se spomnite, da sta bili dve, za kateri FBI še vedno preiskuje pristnost. Kriminalna novinarka Brianna Whitney, ki je takrat, ko je Nancy Guthrie izginila, delala kot televizijska novinarka v Arizoni, je v podcastu Crime Junkie delila dele tistega, kar naj bi bilo v prvem pismu z zahtevo po odkupnini. Zato vam želim prebrati, kaj naj bi po njenih besedah pisalo v tem pismu. Pravi, da se začne z besedami: "Pozdravljena, Savannah, imamo tvojo mamo, Nancy, je na varnem, vendar prestrašena. Zadrževali jo bomo za odkupnino. Ko bo plačilo prejeto, bo izpuščena nepoškodovana. Zadrževali jo bomo največ 7 dni. Na to pravi, da pisec domnevnega pisma o odkupnini zahteva milijone dolarjev v USD. Kar je zanimivo, ker, kot ona poudari, če si ogledate to epizodo, so ljudje, ki rečejo USD, običajno ljudje, ki niso v Združenih državah. Če ste v ZDA, preprosto rečete dolarji, kaj ne? Zdaj, v Pimsismu so omenili samo Savannah, ne njene sestre in ne njenega brata. Zdaj, pomembno je omeniti, da je mehiška meja le približno 1 uro stran od kraja, kjer je Nancy Guthrieova živela v Tucsonu. V pismu na to piše, citiram: "Ko bo plačilo prejeto na spodnji Bitcoin naslov, bo izpuščena v 12 urah po nakazilu na varno lokacijo za predajo nazaj v Tucsonu. Če plačilo ne bo prejeto do zadnjega roka v ponedeljek 9. ob 17. uri, bo ubita. Vaša mati se tega zaveda in njeno življenje je v vaših rokah. V interesu vseh je, da se to izvede čim prej. Od zdaj naprej me ne boste mogli več kontaktirati. Pogajanj ne bo. Ne igrajte se. Organom pregona ne bo uspelo pomagati." Zdaj, Whitney na koncu tega domnevnega pisma pravi, kdorkoli je to napisal, pravi, da je imela Nancy belo pametno uro na tleh blizu postelje. Omenjen pa je bil tudi reflektor, ki je bil uničen na njenem dvorišču. Whitney pravi, da je bil na dnu sporočila naveden tudi Bitcoin denarnica, kamor bi bilo mogoče nakazati denar.
FBI pa javno ni povedal, ali je to sporočilo pristno. NBC News je poročal, da je bilo medijem poslano še drugo domnevno odkupninsko pismo, v katerem naj bi pisalo, da je Nancy Guthrieva umrla. To pismo ni zahtevalo plačila ali se opravičilo, vendar je NBC poročal, da je izrazilo obžalovanje zaradi smrti Nancy. Zdaj se pojavljajo vprašanja o tem, ali so ta odkupninska pisma sploh verodostojna ali so resnična. Več drugih je bilo poslanih tudi TMZ-ju, vendar ni jasno, ali so ta pisma kakorkoli verodostojna. 1. julij. Reuters pa je objavil poročilo, v katerem so zapisali, da so jim viri iz FBI povedali, da ne verjamejo, da so pisma pristna. NBC pa v svojem poročanju navaja, da imajo vire, ki trdijo, da je možno, da so ta pisma resnična. Spet, FBI javno ni povedal, kakšno je njihovo stališče glede tega. Kdorkoli ve, karkoli o tem, kaj se je lahko zgodilo Nancy Guthrievi, to bom prikazal na zaslonu. Pozvani ste, da pokličete 1-800-CALL FBI ali številke, ki jih vidite tukaj, za šerifov urad okrožja Pima. Z nami je zdaj, da bi govoril več o najnovejšem razvoju v iskanju Nancy Guthrie, Will Sevilar, upokojeni poveljnik detektivov pri policijski upravi v Chicagu. Vedno je odlično govoriti z vami o teh primerih. Kaj menite o zadnjem sporočilu, ki ga je Savannah Guthrie objavila na svojih družbenih omrežjih? V tem sporočilu je bilo veliko zanimivih stvari, Chris. Ena od stvari, ki so me takoj presenetile, je ena izmed prvih vrstic sporočila, ki pravi: mi smo svoje naredili. Kaj bi to sploh lahko pomenilo? Zame to lahko pomeni, da je prišlo do neke vrste izmenjave mogoče. Kakšno drugo vlogo pa ima družina ugrabljene osebe? Kakšno drugo vlogo imajo, razen da plačajo? Kaj pa misliš o času tega? Mislim, ni objavila ničesar, naredila je nekaj intervjujev. Enega je naredila 100, potem pa je bilo še nekaj trenutkov, ko je omenila, kaj se je zgodilo. Ampak kar se tiče, videli smo nekaj teh, zelo osebnih sporočil, ki jih je objavila na Instagramu na začetku tega, februarja, in tega ni naredila že mesece. Kaj meniš o tem, da je 5 mesecev po zadnji takšni objavi zdaj spet tukaj? Ali ti to pove, da gre za nek razvoj? Ali pa jo morda usmerja FBI, namesto da bi samo poskušala ohraniti zgodbo v medijih, s tem, da objavi video, o katerem bodo ljudje govorili? Mislim, da gre tukaj za kombinacijo več stvari. Ena stvar, in to sem vedel kot dežurni poveljnik in ko sem delal nočne izmene v oddelku za umore Area 2 v Chicagu, na obletnice dogodkov bi prejemal telefonske klice, rojstne dneve, mejniki povezani s tem, kdaj se je to zgodilo, kot so obletnice, ko so se zgodili umori ali karkoli podobnega. In videl bi določene mejnike. 6 mesecev je eden izmed njih. June primer se zdaj približuje 6. mesecem. Ja. Čez nekaj dni bo minilo 6 mesecev. Torej bi lahko bil to mejnik. Morda je to nekaj, kar se zgodi po 6 mesecih. Poskrbimo, da bodo vsi še vedno govorili o tem, čeprav vsi že govorijo o tem. Toda nekatere besede v tem sporočilu nakazujejo, da morda dobiva nekaj usmeritev od FBI-jevega oddelka za vedenjsko analizo. Ja, je nekaj takih. Nekaterih vrstic. Samo tukaj sem jih iskal dobesedno, kar je rekla. In vem, da si poskušal narediti stvari na pravi način. Zato te prosim, rotim, da zdaj narediš pravo stvar. Sprejmi pravo odločitev, pomagaj nam jo najti. Gre za to misel, da si poskušal narediti stvari na pravi način. Kaj meniš o tej vrstici? No. Torej, če je to v resnici bila ugrabitev zaradi odkupnine, si moral nekam pripeljati osebo, ki si jo ugrabil. Moja teorija o tem, oziroma moje razmišljanje o tem, ena možnost je, da je ta prošnja namenjena osebi, ki je morda napisala drugo sporočilo, ali pa morda naj bi bil to skrbnik, dokler odkupnina ne bi bila plačana. Ja, vidiš, kaj mislim s tem? Ja. Kot da je to nekdo, ki bi naj skrbel za to osebo, pa je očitno umrla. No, verjamem, da je umrla. In morda je to njihov apel tej osebi, da ji rečejo: poslušaj, poskušal si narediti pravo stvar z drugim sporočilom, se opravičiti karkoli. Mislim, da nihče nikoli ni poskušal narediti prave stvari, ko grabiš 84-letno žensko. To je smešno. Ampak mislim, da morda poskušajo apelirati na tretjo osebo v tej zadevi. No, in zanimiva stvar je tudi ta, da je NBC danes naredil prispevek o sporočilu Savannah, ki ga je objavila na svojih družbenih omrežjih. In potem ima še izjavo Chrisa Nanosa, ki je šerif v okrožju Pima. Seveda je bil v središču številnih kritik v tej zadevi, ker si ti glavni človek v okrožju, kjer se vse to dogaja. Vse to se je zgodilo. In njegova izjava je bila, da imamo toliko DNK, ki jo moramo pregledati, imamo toliko video dokazov, ki jih moramo pogledati, ampak potem je še stavek, ki, seveda, nekdo, ki je na izvoljenem položaju, bo poskušal reči, kot naprimer: hej, bližajo se. In ne pravim, da niso, ampak pravi: še vedno sem prepričan, da bomo ta primer rešili. Beseda rešiti je nekako zanimiva beseda. In to je tisto, kar mi je padlo v oči.
Ali gledam preveč v to, se preveč poglabljam v izbiro besed tukaj, ali pa ko rečeš rešiti v organih pregona, še posebej nekdo v položaju, kot je Chris Nanos, kaj to zate pomeni? No, jaz nikoli nisem uporabil te besede. Jaz uporabljam razjasniti. Primer bomo razjasnili. Nekoga bomo zaprli ali karkoli že, rešili bomo primer. Mislim, na tej točki, ali razmišljamo, tukaj je ena stvar, dotaknil se bom ene točke, ki si jo omenil. Rekel si, da je ves ta DNK in ves ta video, minilo je 6 mesecev. Minilo je 6 mesecev in no, ne vem, ali so kaj dobili nazaj, ampak niso ničesar objavili javnosti. In vse, o čemer tukaj sedimo in govorimo, so samo špekulacije, ker ne vemo ničesar, ker nismo videli spisa primera. Ampak v 6 mesecih bi morali imeti neki. Če imate vse te dokaze DNK, bi morali imeti neki. Strinjam se, da morate izločiti družino, DNK, sorodnikov in vse te stvari, ampak nekaj bi se moralo zgoditi v 6 mesecih. In residi? Kaj te pa meni? Kar sem včeraj najbolj razbral iz tega sporočila je bilo, da mislim, da Nancy ali Savannah sploh ni več mar, če koga aretirajo. Samo želi pripeljati svojo mamo domov. Prav. In veš, še malo bomo govorili o domnevnih odkupninskih pismih, ki so bile poslane medijem. Izvemo malo več o tem, kaj je bilo v njih, s poročanjem, ki se je zgodilo v zadnjih nekaj dneh. Ko gre za usmerjanje, ker bomo slišali, veš, ljudje bodo rekli, da Savannah usmerjajo pri teh sporočilih. Kot naprimer, ali je to FBI, ali pa morda situacija, s katero si se ti srečal v Chicagu v svoji karieri, veš, pri veliki policijski upravi. Kako to usmerjanje dejansko izgleda? Če dobiva nasvete od FBI, kaj naj napiše v teh pismih, ki jih objavlja na družbenih omrežjih? Imate vse vrste analitikov, ki preučujejo vsebino obeh pisem, tako tistih, za katera pravijo, da so morda pristna, kot tudi tistih, za katera družina verjame, da so pristna, kot sta pismo 1 in 2. Imamo tudi ljudi, ki pravijo, da nobeno od teh pisem sploh ni pristno, da niso od ugrabiteljev ali kogarkoli drugega, ampak jih ne moreš kar tako zavreči. Pregledati moraš vsako sled. In zagotovo je treba pregledati ta pisma. In dobivate analize, vedensko analizo. Ljudje, ki preučujejo ta pisma in način, kako so napisana, in poskušajo pripraviti odziv na to. Da bi se, predvidevam, obrnili na osebnost ali vest tistega, ki je napisal ta pisma. Torej obstaja kup analiz, ki se ukvarjajo s tem. In ne vemo, ali jo kdo usmerja, samo zdelo se mi je, da so nekatere besedne zveze, ki jih je uporabila v svoji izjavi včeraj, nakazovale, da se obrača na določeno osebo, če sem iskren. In mislim tudi, da je pomembno poudariti, da ne vemo, kakšna, če sploh kakšna raven komunikacije je bila vzpostavljena neposredno z družino. Vemo, da so obstajala sporočila, za katera naj bi bila domnevno pristna. Poročali so tudi, da niso. Ampak ne vemo, ali je vsakič, ko se pogovarja z domnevnim ugrabiteljem, še kakšna druga raven komunikacije, za katero sploh ne vemo v tem trenutku. Odkupninska pisma, prva, ki je bila poslana medijem v dneh potem, ko je bila Nancy Guthrie ugrabljena, imate to novinarko, ki poroča o kriminalu, Brianno Whitney. Zdaj dela za Crime Junkie. In spomnim se, ko je delala kot lokalna televizijska novinarka v Arizoni, ko so ta sporočila prispela. Prebrala je nekaj ključnih delov tega odkupninskega pisma. Začne se z: Pozdravljena, Savannah, imamo tvojo mamo Nancy. Ona je na varnem, vendar prestrašena. Zadržana bo kot talka za odkupnino in ko bo plačilo prejeto, bo izpuščena nepoškodovana. Zadrževali jo bomo največ 7 dni. Zanimivo je, da je pri poročanju o tem sporočilu povedala, da je bila odkupnina zahtevana v kriptovaluti, a so jo želeli tudi v ameriških dolarjih. Bili so zelo natančni. In to odpira vrata, vsaj zame, da morda govorimo o nečem v Mehiki, saj je tole 1 uro stran od Tucsona, kjer je živela Nancy Guthrie. Ja, mislim, tukaj je moj problem s celotno zadevo glede odkupnine. Nikoli nisem delal na primeru ugrabitve in nekaj sem jih že obravnaval, kjer ne bi pustili pisma ali takojšnjega sporočila družini s posebnimi navodili. To je bilo ure in ure kasneje, dnevi kasneje, ko je pismo prispelo, ali pa dan kasneje, ko je pismo prispelo. Ne? Prav. To je dolgo obdobje, da ugrabitelj ne komunicira z družino. Jaz še nikoli nisem videl primera, kjer ne bi pustili sporočila. Nikoli nisem videl ugrabitve, kjer ne bi bilo na kraju zapiska ali takojšnjega stika z družino ali tistim, od katerega želijo izsiliti odkupnino. In še nikoli nisem videl primera, kjer ne bi bilo takojšnjega dokaza, da je žrtev živa. Torej, lahko bi bilo v Mehiki, mislim, Mehika, kot si rekel, je oddaljena samo 1 uro, ampak to je... Verjamem, da je Nancy umrla precej hitro po incidentu ali morda celo med njim. To je dolga vožnja do tja. Čez mejo s truplom v avtu.
Mislim, bila je nekdo, ki je, bila je. Veš, očitno je bila zelo bistrega uma, vsaj tako pravi družina, ampak imela je zdravstvene težave. Mislim, da ni mogla prehoditi niti 50 metrov sama. In to je 84-letna ženska, ki so jo sredi noči odpeljali iz hiše. In potem, očitno v drugem pismu, NBC je povedal, da, veš, kdorkoli je to napisal, je rekel, da je umrla. Ampak spet, niti ne vemo, ali ta pisma sploh kaj pomenijo. Si presenečen? Mislim, toliko virov je bilo vloženih v to. Mislim, celo predsednik je govoril o tem, tudi Kaš Patel je bil vpleten. Mislim, očitno, veš, tisti dan, ko bomo ugotovili, kaj se je zgodilo, bo to ena največjih novic leta, zadnjih nekaj let, bi rekel. Ampak ja, še vedno ne vemo, kje je bila ta Bitcoin denarnica. Še vedno ne vemo, od kod so prihajali ti e-maili, vsaj javno ne. Si presenečen, glede na vse vire, ki jih je FBI očitno vložil v to, skupaj z lokalnim šerifovim uradom, da se zdi, kot da sploh ni nobenih informacij o tem, od kod bi lahko prihajala ta izsiljevalska pisma. Še vedno se zdi, kot da je vse v zraku, ali so sploh pristna ali ne. Asopol. Samo super. Poslušaj, ne vem, kako vse to sledenje deluje, ampak vem, da se sledi. Vem, da če pošljem e-pošto, bo nekdo ugotovil, odkot sem jo poslal. Zdaj, vem, da obstajajo načini, da jo preusmeriš na različne točke, da ji ni mogoče neposredno izslediti, ampak to je FBI. To je ena najboljših organov pregona na svetu, z vso tehnologijo in vsem financiranjem. Ne morem, pa če se še tako trudim, ugotoviti, kako ne vedo, odkot so bile te stvari poslane. Ta mi je osupljivo. Zdaj upam, da vejo, pa nam tega ne povejo. Kar je še eno upanje, ki ga imam, da imajo veliko informacij, ki jih preprosto ne objavljajo in jih tudi ni treba objaviti. Ampak skrbi me, da morda nimajo toliko, kot upam, da imajo. Ker ne moremo ugotoviti, zakaj ne bi vedeli, kje je Bitcoin. In nekaj denarja so vložili v Bitcoin, da bi videli, ali bo prišlo do kakšnega premika. In nič se ni zgodilo. Nekaj so plačali v ta Bitcoin, če se spomniš. Mejto količino denarja, da bi videli, če bo kaj dogajanja na njem. In na tej Bitcoin denarnici ni bilo nikoli nobenega premika. Ne? In veš, to je ena tistih stvari, kot zdaj, ko se oziramo nazaj, ko bo kmalu 6 mesecev iskanja, je to tako splošno vprašanje, kako lahko nekoga odpelješ iz njegovega doma sredi noči, nekoga, ki je v sorodu z javno osebo. V primeru, kjer je toliko virov, pa še vedno nimamo nobenih odgovorov, hkrati pa je veliko primerov pogrešanih ljudi, ki nimajo priimka Guthrie, ki nimajo takšnega profila. In težko je pravzaprav opisati vsakega posebej, ker je to tako edinstven primer. Ampak mislim, kako pogosto imaš primere pogrešanih oseb, kjer je nekdo morda celo ugrabljen in nikoli zares ne izveš, kje so. To se dogaja. Ampak v veliko primerih, kjer imamo pogrešane osebe, ne vemo. Kot si rekel, morda so bili ugrabljeni, ni bilo nobene zahteve za odkupnino. In en primer, ki mi pride na misel, je poštni delavec iz Chicaga, ki je izginil. Noseča poštna delavka po imenu Kiara Cole. Izginila je v Chicagu. Veš, to je bilo pred 8 ali 9 leti. In izginila je brez sledov. In kot sem rekel, to se zgodi, vendar se običajno ne zgodi pri ugrabitvi ali odvzemu osebe, ker to počneš zaradi nekega finančnega dobička ali kakšnega drugega razloga. Odkupnina ni nujno denar, lahko je tudi kaj drugega. Ampak ponovadi, veš, te ljudi najdeš na takšen drugačen način. No in stvar je taka, da preprosto ne vemo. Bilo je ogromno ugibanj, vem, da je TMZ prejel, kot pravijo, več domnevnih odkupninskih sporočil, ampak ni jasno, ali so sploh kakorkoli verodostojne. Veš, ideja o Mehiki, vedno znova se mi misli vračajo tja, ker se zdi kot tako. Veš, ko enkrat prestopiš v Mehiko, kdo ve, kakšna bi bila tam prisotnost organov pregona, ki bi iskali Nancy Guthrie. Ampak, ko pomisliš na kartele, pa tudi, vsaj po mnenju nekaterih, s katerimi smo govorili, zakaj bi kartel sploh želel narediti kaj takega? Ker če govorimo o znesku, veš, 5 do 10 milijonov dolarjev odkupnine je le kaplja v morju v primerjavi s tem, kar se zdi njihov poslovni model. Na tej točki zate, če gledaš na to, je tako. Če samo sedijo in čakajo, da obdelajo DNK in video dokaze, samo sprašujem se, kakšne vrste DNK in video dokazov bi lahko še obstajali tam zunaj, za katere ne vemo. In vem, da je to precej dolg uvod do bistva tega vprašanja. Zdi se mi, da je še vedno toliko neodgovorjenih vprašanj, da sem osebno zmeden, kaj bi lahko še vedno preiskovali po 6 mesecih. No, povedal ti bom, DNK naram, poglejmo, kaj so objavili na posnetku. Edini posnetek, ki ga vidimo, je tip na verandi, kaj ne? Ja. Ima svetilko v ustih.
Zdaj, uporabljaš svetilke, ki jih držiš v ustih. To so take svetilke. Torej, jih daš v usta, jaz jih uporabljam, na tem bo slina, slina bo na zvoncu ring, slina bo na listju, ki ga pobereš. Tam bo prišlo do prenosa DNK, veliko tega. In tudi, če veš, da nosiš rokavice, te to ne ustavi, da bi to dal na rokavico in potem prenesel na nekaj drugega. Verjamemo, da je mogoče, čeprav tega ne vemo, vse to je špekulacija. V tisti hiši so bili 45 minut, glede na posnetek iz Nest kamere ali Ring kamere, katerakoli je že bila. Ni mogoče, da si v hiši 45 minut. Razen, če si v vesoljski obleki, kjer ne bi pustil kakšne sledi DNK tam noter. Si v zelo stresni situaciji, pojavil se bo pot. Morda boš moral na stranišče, morda se boš dotaknil pulta. Veš, kaj mislim? Torej, če bi bilo pravilno obdelano, bi lahko bilo kar precej DNK. Samo, mislim, že ste vzeli vzorce od družine, da bi izločili družinske člane ali da bi izločili profile, najdene v hiši. Fredu, iščete tisti nenavaden profil. Ampak zdaj pomislite na to. Kdo prihaja v hišo? Ali v hišo prihajajo čistilke? Ali so na posestvu vrtnarji? Ali kdo, ki skrbi za bazen? Vse to je treba upoštevati. Torej 6 mesecev analiziranja DNK. Se zdi, da je to res dolgo obdobje, glede na vse delo, ki ga je treba opraviti? Ni nujno, da je, ampak v 6 mesecih bi morali imeti nekaj rezultatov. Ja, to je pač eden tistih primerov, ko vsak dan ostaneš in misliš na to. Mislim, da sem zadnjih 6 mesecev vsaj enkrat na dan pomislil na to. Prepričan sem, da tako razmišlja še veliko drugih ljudi. In je tako. Bo danes tisti dan, ko bodo nenadoma sklicali novinarsko konferenco, ali pa bo nekje prizorišče policije, ki bo pritegnilo veliko pozornosti, ali pa bo morda prav tisti preboj v primeru, ki bo vse razkril. Ampak do zdaj se bližamo 6 mesecem brez odgovorov. In lahko vidiš pri Savani, ne glede na to, ali dobiva nasvete od organov pregona glede teh videoposnetkov ali ne, bolečina v njenem glasu in za njeno družino, sem prepričan, da je enako, ko se vse to nadaljuje. Upokojeni poveljnik detektivov Will Spiller iz policijske uprave v Chicagu. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Vem, da imate nov podcast in da ste tudi o tem primeru govorili. Kaj morajo ljudje vedeti o tem? No, podcast smo zagnali, je na YouTubu, imenuje se Big City Crime Inside the Red Tape. In to sem jaz in še 2 druga detektiva za umore ter agentka FBI Maureen O'Connell, ki je izjemna. Bila je v številnih različnih oddajah. Bila je zadolžena za zbiranje dokazov in je 25 let preiskovala tolpe v Los Angelesu. Danny Stover, On je detektiv za umore že 30 let. In njegov partner Tim Murphy, Vsi smo delali skupaj na tem območju in tudi v streski ekipi za policijske streske primere, ki smo jo ustanovili in v kateri smo delali zadnjih 7 let moje kariere. Ampak govorimo samo o stvareh, o katerih govorijo vsi ostali, le iz naše perspektive. Z vsem, kar vemo, 100 leti izkušenj v organih pregona. torej Big City Crime Inside the Red Tape. Predstavite nam jo. Seveda, odlična oddaja, ki si jo je vredno ogledati. Will Spivak, vedno je lepo, da si z nami v Law and Crime. Hvala, ker si bil z nami. Hvala, Chris. To je vse za danes v oddaji On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Jaz sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.